Lep pozdrav, želim vsem skupaj. Moje ime je Rajko Muršič in kot predsednik Slovenskega etnološkega in antropološkega združenja KUL-a vodim občasne, niso ravno čisto redni, pogovore z našimi kolegicami in kolegi, ki so zaposleni ali pa ki se ukvarjajo z različnimi dejavnostmi kot etnologi in kulturni antropologi. Tokrat, kot ste videli na vabilu, je bil načrt, da se pogovorimo z dvema, po mojem mnenju, skoraj da najpomembnejšima predstavnikova naše vede, skratka etnologije in kulturne oziroma socialne antropologije v raziskovalnem smislu, zato ker zasedata mesto, ki smo jim nekoč rekli koordinatorji področja raziskovalnega. Danes so pa člani sveta vede, vse se reče tako, ne svet vede. Ampak nažalost se je Maja Godina-Golja, ki je predstavnica etnologije oziroma etnologov in etnologin v znanstvenem svetu ved pri ARRS-ju, pozno popoldne upravičila, da zaradi zdravstvenih razlogov ne more priti iz Maribora v Ljubljano. Sem bil prijetno presenečen, da je rekla, da bo prišla iz Maribora. Drugi gost pa je Dan Podjet, ki predvidevam, da ga poznate, glede na to, kolikor poznam jaz tudi občinstvo, ki je pa koordinator oziroma predstavnik antropologije oziroma antropologov in antropologin v znanstvenem svetu ved ARRS-ja. Dogovorila sva se pa, da se bova pogovorila danes oziroma pogovarjala o treh stvarih. Prvo so strateške usmeritve in situacija, pravzaprav, s katero se sooča v tem trenutku naše raziskovalno področje v sistemu financiranja celotne znanosti v Sloveniji. Moram vas opozoriti na to, da se bo terminologija, ki jo bova midva uporabljala, nekoliko razlikovala od terminologije, ki jo uporablja Agencija za raziskovalno delo Republike Slovenije, ki se je odločila za eno skrajno nenavadno terminološko rešitev, pri kateri govori o vedah kot humanistiki, kot družboslovje in tako naprej. Čakajte, se bom pogledal, koliko je vedek. 6 teh področij, v resnici so to področja, ne vede. Imamo za naravoslovje, za tehniko, medicino in zdravje, biotehniko, družboslovje, humanistiko in interdisciplinarne raziskave. Tudi sistem opredelitve teh velikih, najpomembnejših, temeljnih raziskovalnih področij je sila nenavaden, nikjer na svetu ga ne boste našli. Imamo namreč biotehniko, medicino in naravoslovje kot 3 različno temeljna področja. Biotehnike ne boste našli nikjer v svetu. Vse je ista beseda. Imamo pa še, da sem interdisciplinarne raziskave omenil, še področje interdisciplinarnih raziskav. No, za nameček pa tisto, čemu sicer rečemo veda, v znanstvenem smislu, torej eno disciplinarno področje, ki jo označuje predmet raziskave, metoda, ki jo uporablja in pa zgodovina, specifična zgodovina njenega razvoja, temu pa rečejo na ARRS področje. In tudi tukaj smo precej samosvoji. V Sloveniji samo trenutek, mogoče pa tistega papirja nimam pri sebi. Ne, tega drugega ožjega pa nimam. Se mi že prej zdelo, da sem ga pozabil, pa približno bomo na pamet za danom zdaj rekonstruirala, da ne bom preveč vodnik. Skratka, humanistika obsega področja, kot so, zdaj bom zelo na pamet govoril, pa me prosim uporabi umetnostna zgodovina, zgodovinopisje, geografija je pri nas na področju humanistike, kulturologija oziroma raziskave kulture, jezikoslovje ima komplet eno veliko mega področje, tako rekoč. Potem imamo pa etnologijo, ločeno antropologijo, morda pa še kaj, kar sem pozabil, Teologija. Teologija,
ki se bo pa preimenovala v bodoče v religiologijo oziroma teologijo in religiologijo. Aha, vidiš, ni to je neka malenkostna novost. Sicer je pa vse to staro. Ja. Skratka, to je na nek način organiziranost na ARRS-u, ki potem vodi strateško delovanje oziroma sploh razvoj znanosti. Zdaj, glede na to, da smo v zadnjem desetletju doživeli na dveh področjih družbenega razvoja v Sloveniji zares dramatične res v financiranje, torej padec je večji od 20%, tam se približuje, v najnižji točki se približa 40%. To sta znanost in kultura. Me zanima, Dan, če se še vedno pozna v samem strateškem zagovarjanju razvoja slovenske znanosti v celoti to dejstvo, da je pač še vedno, mislim, da kljub določenemu dvigu sredstva v zadnjem letu, oziroma pred zadnjem letu, še vedno ostajamo, mislim, da za 20% pod tistim nivojem. Se to pozna pri strateškem razmišljanju? Pa se vi ukvarjate samo s področnimi zadevami? Mislim, če lahko dam primerjavo, ko je denarja dovolj ali pa veliko, smo vsi bolj ali manj prijatelji, zdaj je pač denarja manj in so boji med področji še hujši, to je čisto po načelu. Deli in vlada je mogoče, če želiš, da se ljudstvo spre med sabo, bodo zame še nekaj denarja. Sicer ne bi vlada zdaj namenila nekaj denarja več za znanost, ampak ta obljuba se v bistvu ni uresničila v lanskem letu in vprašanje, če se bo... Oziroma uresničila se na en zelo nenavaden način. Ja, verjetno, da bojo prekanalizirali v neke druge dejavnosti, ne pa v raziskave. Ker je v razvoj na mesto v raziskave. Mogoče v razvoj, mogoče v infrastrukturo, zelo verjetno pa ne bo šel denar tistim, ki ga najbolj potrebujejo, to so raziskovalci, ki jih je enostavno preveč. Predvsem na področju humanistike in družboslovja. Družboslovja mogoče še bolj kot humanistike. Tam je res kriza. V humanistiki tudi, vse na nobenem področju pa ni denarja dovolj. V bistvu, zadnjič sem prav en tak poljuben prispevek v ne vem, sin je prinesel domov neko revijo Geja, pa sem jo prebral in mi je bil zelo zanimiv članek o Tihu Braheju, astronomu, ki je delal za Danski dvor in on je osebno dobil med 1 in 2% BDP-ja za svoje raziskave. Torej, če primerjamo to stanje, vsi raziskovalci, kar jih je, dobijo tak delež, potem smo lahko presenečeni. Se verjetno je bilo na danskem raziskovalcev predvsem manj, relevantnih raziskav predvsem manj kot danes, pa kljub temu Slovenija namenja izjemno malo denarja za raziskave. No, ko sem govoril o razvoju, sem da hotel tiho nekako povedati, da raziskave in razvoj naša država resno ločuje, tudi infrastrukturno. Razvoj pač pomeni vlaganje v nove proizvode, skratka v gospodarstvo, medtem ko raziskovanje to največkrat pomeni tisto brezplodno raziskovanje nečesa, kar ne bo nikoli nikomor v nobeno korist. Imam prav? Mislim, če trdiš, da je to res, pa nimaš prav, ne? Ampak jaz mislim, da nobeno raziskovanje še najbolj bizarno zveneče ni povsem brezplodno in pa marsikatere tako imenovane razvojni projekti so povsem zgrešeni in nimajo nobenega razvojnega učinka. Mislim, sodeloval sem tako na eni strani kot na drugi strani, zaposlen sem bil v podjetju v raziskovalno-razvojni skupini, kot v najbolj akademskih institucijah, kar jih imamo v Sloveniji in v bistvu vsi se trudijo na obeh straneh, ampak mogoče se podjetje trudijo na drugačen način in imajo drugačne cilje pred sabo, medtem ko ima pa akademska scena, ima pa pač svoje. Ja, o uporabnosti našega znanja bomo še govorili pozneje, v drugem delu najnega pogovora. Zdaj, v tem delu me pa še vedno zanima pa ena stvar, ki se mi pa zdi res alarmantna, da greva kar k bistvu oziroma k glavnemu razlogu oziroma potencijalno našega pogovora danes. To je pa prav neverjetna najava pri zadnjem razpisu
raziskovalna sredstva se na nek način orientirajo, oziroma enota raziskovalnih sredstev v Evropski uniji je en full-time zaposlen raziskovalec, to pomeni FTE. Torej, plača povprečnega raziskovalca za celo leto. To je ena tale enota in kolikor teh enot lahko dobiš še za raziskavo, toliko si potem lahko privoščiš. No in predstavljajte si, da za 3-letno obdobje je bilo predvideno za etnologijo 0,24 raziskovalca. Ker seveda tudi ne vzdrži te... Koliko pa je to denarja? To je na leto 20.000 evrov. Je en full-time employment? Ne, en full-time employment je v bistvu skupaj z raziskovalnimi sredstvi, z materialnimi stroški, z infrastrukturo, z amortizacijo, mislim, da je okoli 50.000. Približno 24-25 tega gre za plačo, to je bruto znesek. Ostalo gre pa za materialne stroške, amortizacijo in podobno. To je 10.000 za 3-letno obdobje? Ne, za eno leto full-time employment, FTE, ampak to ne pomeni, da ta oseba dobi to denarja 50.000 evrov, to je bilo čudovito, to je bilo mogoče na danskem dvoru. V bistvu pač dobi neko plačo, ki mu pripada po kolektivni pogodbi v javnem sektorju, recimo. Vse ostalo gre pač za sredstva, za inštitucijo, na kateri dela. Ampak sam da opišem, kaj to pomeni, ta konkretni znesek, o katerem govorimo, 0,2 FTE, to pomeni, da ne bo niti enega mladega raziskovalca, da ni dovolj denarja, ne za, ker en projekt porabi na leto 2 FTE-ja, tiste, za kjer lahko kandidiraš, torej projekt, v kjer recimo sodeluje 7-8 ljudi po nekih manjših deležih. Malo manj kot 2. To pomeni, da v bistvu v Sloveniji ni denarja ta hip na področju etnologije, niti za en podoktorski projekt. In to se lahko zgodi, se lahko tudi povem, zakaj se to dogaja in kakve bodo posledice za področje. Zdaj tu govorim za etnologijo, čeprav ne zastopam jaz etnologije v svetu. Za humanistiko, ampak sem zgrožen in seznanjen. In pač kot etnolog in kulturni antropolog, kot doktor etnoloških znanosti zagovarjam konec tudi to področje. To pomeni, da... Zakaj se je to zgodilo najprej? Zaradi tega, ker deluje način financiranja po vedah, po načelu, da bogatejši postajajo še bogatejši, po hardcore kapitalističnem načelu. To pomeni, da tisti, ki so dobili v prejšnjih letih več projektov, si širijo oziroma kopičijo tako imenovano doto, ki se jim potem prenese v naslednje leto. In če se jim iztečete 2 projekta, bodo lahko tudi 2 prijavljali. Etnologiji pač je ta dota izpuhtela, ker je dobivala vedno manj in manj projektov z leti, češ, da so bili etnologi premalo uspešni pri prijavljanju, na ta račun, in medtem so se pa nekatera področja razbohotila. Ne bom zdaj nobenega izpostavljal, ampak nekatera področja so pač postala močnejša na področju humanistike. In manjši področje, med katera zdaj sodi tudi etnologija, grozi, da bodo enostavno izpuhtela. Tako kot to grozi tudi muzikologiji, ki so jo prej pozabila omeniti. In verjetno še kakemu področju. To pomeni, da v nekih letih bomo tako kot recimo lahko opažamo na področju gospodarstva, recimo na področju IT tehnologij, bomo imeli namest 1000 podjetij, ki se ukvarjajo z IT tehnologijami na globalni ravni, 5 velikih, Google, Amazon, Microsoft, konec. In še ena stvar me skrbi, čeprav ta sistem, ki si ga predstavil, klasifikacije ved in področji, je čuden, slab, ampak vseeno približno deluje. Problem je, ker jaz mislim, da ga bomo s časoma zgubili in da bo vse to deljenje po področjih zgil z prekvalifikacijo po klasifikaciji Ford, ki je v bistvu bivša klasifikacija OECD, ker imamo pa samo še 5 področji v humanistiki in med njimi ni etnologije. Etnologija sodi pod področje sociologije v družbenih vedah. In antropologija ravno tako. To pomeni, da bo etnologija razpadla na 2 dela, na folkloristiko, ki bo sodila pod jezikoslovje,
in pa na etnologijo, ki bo sodila pod sociologijo, in tu bomo lahko mogoče, če bomo pač sprejeli to evropsko klasifikacijo, prijavljali projekte v bodoče. To ni evropska klasifikacija. Ne, to ni klasifikacija OECD. Pardon, ampak to je klasifikacija, ki jo Evropska unija zagovarja, očitno. Ne. Ne? V redu, pa se ne vem dovolj o tem, ampak... Sistem na ERC je drugačen. Kdorkoli nam pač skuša usiliti ta sistem, ampak zakaj ga skušamo sprejeti, ne vem. Vem pa, da v Sloveniji smo dostakrat nagnjeni k temu, da sprejmemo butaste sisteme od zunaj, zaradi tega, ker mislimo, da boljš delujejo. To je tako kot recimo zelena utripajoča luč na semaforju, ki je nimamo več, pa je bil to super sistem, ki je deloval v Sloveniji, v Jugoslaviji in smo ga zaradi evropske zakonodaje morali zamenjati. Ja, da pojasnim tole glede OECD-a. OECD je organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj. Tu gre za nekakšen gremi najbogatejših držav na svetu, v katere se je Slovenija vključila že pred vstopom v Evropsko unijo, kar je bil Drnovškov projekt, če me spomin ne vara. In v njej marsikatera evropska država, članica Evropske unije ni. Verjetno ste slišali za Hrvaško, ki se prijavila, da bi postala članica. No in ta OECD je gremi gospodarski, ki gleda izključno na gospodarske potencijale posameznih ved in področij. Odkud je potem ta klasifikacija prišla v Slovenijo in zakaj se zdaj držimo? Zaradi tega, ker je vsilil OECD skozi njegove modele, zdaj pa pazi statističnega spremljanja rezultatov ekonomije. Samo zato. To je edini razlog. Samo statistika. Lahko še kaj več povem o tem, kasneje, če bo treba. Moral sem to razložiti, da tu ne gre za Evropsko unijo, ampak gre za eno drugo. Jaz mislim, vem, je še močnejše. Vem, kaj je OECD, ampak jaz mislim, da pač Evropska unija zagovarja klasifikacijo OECD. Za zdaj še. Ok. Pa bo treba pač to še malo raziskati. In zakaj se zdaj imenuje ta klasifikacija Ford? Tako se mi zdi, da je zelo ominozno zveneče ime. No, jaz niti vedel, da se tega dvajna ne opisam. No, skratka, trenutna situacija prav v vedi, ki rečemo etnologija, je dramatična. Na področju? Ja, vem. Jaz govorim pač po starem, pa po domače. In bom ustrajal pri tem. Se prav. Veda področje. Okay. Zanima me, če je tako alarmantna situacija tudi na antropologiji, oziroma na področju antropologije in tudi sploh na delovanje pri antropologiji me zanima, če je še vedno videti, ker tu je pa en drug paradoks, na nek način je bila tudi, ali pa bi lahko bile, nikoli se še ni zgodilo, vse jaz tega se natančno ne spomnim, financirane z denarjem, ki je namenjen v humanistiki, tudi raziskave z področja biologije, kot biološka antropologija. Pa me zanima, kakšna je ta situacija. Ja, lahko pojasnim na enem drugem primeru, namreč na primeru jezikoslovja, kjer imajo hude boje zaradi tega, ker se prijavljajo na področje jezikoslovja tudi inženirji, strokovnjaki za računalništvo z Instituta Jožef Stefan, ki se ukvarjajo z rudarjenjem po podatkih oziroma z strojnimi analizami jezika in po mnenju jezikoslovcev pač odžirajo jezikoslovju ta denar, ki pripada klasični humanistiki v smislu, da računalniki nimajo tam dosto praviti. Na področju antropologije se, jaz mislim, kukor spremljam rezultate projektov, niti ne dogaja, da bi se na to področje prijavljali biologi, pa tudi, če bi se, v bistvu jaz nimam samo nič proti, če ravno nasprotno, če je dober biološko-antropološki projekt, ki pač ne vodi recimo v, ne vem, merjenje kota loban, ga tako, mislim, se mi zdi odlično. Ker smisel je v povezovanju, ne pa v vrtičkarstvu, po mojem, zato, da se ohranijo vede in področja.
To pomeni, da se moramo povezovati med sabo, moramo sodelovati in mene bolj skrbi to, da bomo branili te svoje meje do zadnjega in na ta način izpuhteli. Jaz mislim, da se... imamo podpodročje na področju etnologije, ne? Antropologije. Podpodročje, se pravi, imamo socialno kulturno antropologijo, pa fizično. In to je Rajko. Drži, ampak pač... In tudi... Kako je prišlo sploh fizično notena? Ne, se je bila od začetka. To je sploh edini razlog, da sta lahko dve področje. Da imamo antropologijo ločeno od etnologije. In tudi nekateri raziskovalci so kategorizirani, čeprav jih je zelo malo v Sloveniji, v bistvu tistih, ki se kategorizirajo kot raziskovalci na področju fizične antropologije. A jih imamo sploh? Kar je ena katastrofa pravzaprav, ne? Ja. Smo imeli nekoč izjemno dobre inštitute, ne samo Škerla, tudi po Njemše in raziskovalke, predvsem ženske so bile, danes skoraj ne vem, če so 3, mislim nekaj 5. Samo 3 ali 5 osebe skupaj. Samo forenziko še delajo praktično. Tako da, kot rečeno, nič narobe, če se področja prepletajo, če bi bilo mogoče tudi več biologije ali pa več informacijskih tehnologij v antropologiji, meni se zdi to super. In problem pa je, to je pa še en dodatni problem financiranja, da se najmanj splača od vseh projektov prijavljati interdisciplinarne projekte. To je največji. In prav zato se sam osebno zavzemam. Namreč zavzemam se za 3 stvari v tem svetu, bom kar povedal za katere. Za povečanje možnosti financiranja interdisciplinarnih projektov, zvečanje aplikativnih projektov na področju humanistike in pa za to, da se priznata poklica etnolog oziroma etnologinja, antropolog oziroma antropologinja kot poklica na področju kulture. Zdaj, če lahko to speljamo v teh 5 letih, kolikor imamo mandata, da to čist dovolj, vsaj da nek premik v tej smeri naredimo. Bom najprej povedal, kaj je problem interdisciplinarnosti. Ko prijavljate raziskovalne projekte, se lahko prijavite na čisto polje oziroma področje, recimo na področje antropologije, lahko pa prijavite interdisciplinarno raziskavo. To pomeni, da povabite k sodelovanju še kolege iz, rečemo, Inštituta Jožef Stefan ali pa iz, kot smo v tem projektu Drive Green naredili, povabili k sodelovanju Fakulteto za elektrotehniko in skušamo skupaj narediti nekaj novega. Jaz mislim, da je vir inovativnosti na področjih v interdisciplinarnosti, ker zveš nekaj novega, ker osvežiš svoje pristope. Ne pravim, da bi morali izvajati samo interdisciplinarne raziskave, mislim pa, da so te zelo pomembne. No, kaj pa je zdaj problem? Če se prijavite s svojim projektom na ARRS in želite, da bi vam ta projekt financirali, imate daleč najmanjše možnosti, če bo ta projekt prijavljen kot interdisciplinarni. Tam pod 10% so možnosti uspeha, ali pa še celo manj, mislim, da okoli 7%. Medtem, ko če prijavite na čisto področje, torej na področje antropologije, so vaše možnosti ta hip okoli 20%, nekaj takega. Govorim na pamet, ampak tako, po občutku. In to velja za vsa področja humanistike. To pomeni, prijav interdisciplinarnih je največ, rezultat je najslabši. Problem je še to, ker skrbniki področji, med katerimi si tudi sam, skrbijo oziroma ne bi skrbeli za svoje področje in če nekdo, recimo nekdo iz Jožefa Stefana prijavi projekt na področje antropologije, čiste, bo rekel, ta pa pač ne sodi sem, ker je po izobrazbi računalničar, zakaj bi se ta oseba ukvarjala z antropologijo in ga vržejo v interdisciplinarni koš, ta koš je vedno večji, možnost uspeha vedno manjša. No, to je skregano z vso logiko Evropske unije, v katero smo se podali, mislim namreč Evropsko unijo, ki zagovarja interdisciplinarne raziskave, recimo v projektih iz razpisa Obzorje 2020 praktično ne morete prijaviti več projekta, če nimate zraven družboslovja in humanistike. Tako da imamo zdaj kar privilegirano situacijo, ker nas utaknejo povsod, ker nas nujno rabijo v najbolj tehničkih, najbolj bioloških, najbolj inženirskih projektih, potrebujejo antropologe, etnologe. Mi pa gremo proti tej logiki.
Ok, prvi problem. A pa še en problem zanimiv. V letošnjem zadnjem razpisu za projekte ARRS je bila ena taka zanimiva tabela z prioritetami na področju prijavljanja interdisciplinarnih projektov. Recimo, ta področja so bila čiste vode, prijetno okolje, ne vem, pač verjetno tudi kakšna OECD-eva ali pa EU-eva klasifikacija. In tako, te razpredelnici so bila tako, na levi strani je bilo naravoslovje, sem še pol bila je to dvignil, bom rekel parkev. V glavnem, tu na levi strani je bilo naravoslovje oziroma matematične vede, kaj naravoslovje in matematika, kako še malo? Matematika ni tam noter. Naravoslovne vede in pa je šlo tako od leve proti desni, tu je bila pa humanistika na desni, ne? In tu na naravoslovju se lahko pika na vsa polja, torej vse, za vse, od tudi skrb za kulturno dediščino, s tem se lahko ukvarjajo naravoslovci. Mi smo imeli pa označeno, oziroma imamo označeno samo eno področje in to je kulturna dediščina. Konec. Mislim, zato smo strokovnjaki, če se že interdisciplinarno ukvarjamo, dajmo se s tem ostale teme, kot so recimo zdrava hrana. Se mi zdi super antropološka tema, ali pa, kaj je še bilo, čiste vode. Zakaj se pa antropologi ne bi mogli s temi temami interdisciplinarno ukvarjati? Torej so nas še bolj... Če se ne, konec je z vami. In v bistvu nas odrivajo na rob, mislim, še bolj na rob, kot smo verjetno že odrinjeni, v tem, da percipirajo humanistiko kot skrajno neuporabno in nesmiselno področje vedo. Zelo neznanstveno. Drugi primer so aplikativni projekti. V predzadnjem razpisu projektnem je bilo za tehniko, mislim, da namenjenega približno 40% vsega tega budžeta, ki gre za projekte, za aplikativne projekte. To pomeni, da mora biti končni rezultat ne samo knjiga, ampak ne nujno izdelek. Patent. Lahko je patent, lahko je storitev, pač nekaj, no, da lahko delaš za muzejem, recimo imaš lahko aplikativni projekt. Pač ne delaš samo znanstvene produkcije, ampak delaš tudi to razvojno produkcijo. Torej, področje tehnike 40%, zdaj govorim spet precej na pamet, ampak tam, področje medicine tam okoli 20%, področje družboslovja 10%, humanistika 5%. V zadnjem razpisu letošnjem se je odstotek znižal, to pomeni, da so tehniške vede imajo 35%, medicina rečemo, da ima 15%, družboslovje mislim, da ima še vedno 5 ali pa 10%, humanistika nič. To ne pomeni sicer, kot so mi pojasnili na ARRS, da ne morate prijaviti aplikativnega projekta na področju humanistike. Seveda ga lahko, pa ga ne bomo, mislim, ni nujno, da ga bomo financirali, oziroma so možnosti izjemno majhne. Torej, tega obveznega deleža aplikativnih projektov. Jaz sem šel pogledati v SSKJ, ker me zanima, kaj pomeni aplikativn, ker nisem bil pa vse čisto prepričan, da se jaz mogoče motim. Aplikativn pomeni uporaben in nič drugega. To pomeni, da smo v enem letu naredili iz humanistike kot pretežno neuporabne vede ali pa področja, povsem neuporabno področje. Mislim, fascinantno. In kdaj se je ta čarovnija zgodila? Kako? Ne ve nihče. Modreci v tistem znanstvenem svetu vedni še nad njimi so ti, ki odločajo o tem, ampak ne bomo zdaj v tej strukturi potek. Ne, ampak to me jezi, mislim, osebno me to jezi, da nas porivajo na rob, tako na enem kot na drugem področju, da smo iz pretežno, da iz tistih, ki že itak nas težko kam strpajo, kakve interdisciplinarne projekte nas dajo še bolj na rob in da nas prikažejo kot še bolj neuporabne. Mislim, Sam še zdaj bi bilo, če bi nam povišal delež aplikativnih. Mislim, da bi hoteli biti od nas samo aplikativno. Kaj že za temeljne je že tako premalo denarja, tako da v bistvu... Mislim, kar je evropskih projektov, mislim, ne zdaj govorimo o RC-ju, ampak tako drugih. Ja, od 20... Morajo biti vsi aplikativni, potem delajo na inštitutu, recimo, pač vse poznaš situacijo, se ukvarjajo z nekimi zgibankami, pa tematskimi potmi, pa tako naprej, namesto da bi delali
temeljno raziskovalno delo. Mislim, to se mi zdi... S tem se absolutno strinjam. Ne pravim, da bi morali podpirati samo aplikativne raziskave. To je bilo noro. Jaz mislim, da temeljne raziskave morajo ohraniti pomemben, odločilen delež pri tem nacionalnem financiranju. Prej je bilo pač 20, recimo, da je na področju humanistike 20 projektov, od tega je bil en aplikativen, no zdaj je nič. Sam to je problem. Torej, da nimaš niti možnosti 1:20. Pa to ni možnost, da boš dobil projekt, ampak v celotnem košu ne bo niti enega takega projekta, kjer bi bilo kaj drugega pomembno kot pa objave. Jaz bi malo skrenil se te diskusije, zaradi tega, ker dvomim, da bomo lahko naredili karkoli bistvenega. Nič ne bomo mogli narediti tu. Ampak na kakšen način pa se pa kadrira v te znanstvene svete, ki odločajo o financiranju? Je to politično kadriranje? Sveti ne odločajo o ničemer, sploh ne o financiranju. Mogoče odločajo o tem znanstveni svet agencije. To mislim, ja. Ja, torej to je više celo. Ja. Ne vem, kako se kandidira v znanstveni svet agencije, to boš mogoče ti vedel. Ker agencija ima pač svoje to izvršno oblast in posvetovalno. Rečemo posvetovalno. Ta posvetovalna je znanstveni svet, izvršna pa je direktor z vsemi pač ne podaniki, ampak sodelavci. Ne vem, iskreno. Nekje piše, da je en velik del, oziroma da mora biti predsednik član SAZU-ja, torej ne ZRC SAZU, da se razumemo, ampak Slovenska akademija znanosti in umetnosti, ampak zdaj ne najdem tiste točke, kjer je to natančno opredeljeno. Samo trenutek. Ja. Če bom našel, bom povedal. Zdaj, tretjo točko si omenil, ki se mi zdi, da je smiselno. To pa lahko rešujemo, to pa moramo to rešiti. Je bistveno lažje rešljiva. To je vprašanje sploh poklica etnologa, etnologinje, antropologinje. Pravzaprav niti ne toliko poklica samega in poklicne opredelitve tistega, če pa rečemo kompetence, ampak me bolj zanima sploh prepoznavanje profila nekega strokovnjaka na tem področju, nekega eksperta, nekoga, ki nekaj zna v naši družbi. Glede tega imamo zares resne težave. Ja, in to je nekaj, no, tretja stvar, pač, za katero se zavzemam, da Ministrstvo za kulturo prizna oziroma da v svoje evidence tudi ta dva poklica, etnologinja, etnolog, antropologinja, antropolog. Poklica, kot sta poklic recimo restaurator, kot je poklic kritik verjetno, ker tam res dolg seznam poklicov in nas ni zraven. Mislim, delamo pa zelo specifično na poklice na področju kulture. Mislim, in se ukvarjamo in s produkcijo kulture, in z analizo interpretacijo kulture. Praktično vsi tukaj smo v tem prostoru, počnemo to. In jaz mislim, da moramo to sprožiti na ta način. In tudi pač Rajko sem kot predsednik Okule to pobudo že poslal. Za dopisi, ki bodo šli iz stanovskih organizacij, ki bodo naslovljeni na Ministrstvo za kulturo. Jaz sem to pobudo predstavil tudi tam na Svetu za humanistiko, svet nas podpira, ampak pravna služba ARRS je rekla, da ta svet ne sme poslati ničesar Ministrstvo za kulturo. Ne vem, zakaj ne, pač, in pa so rekli, znajdi se. In pa, zato sva pač z Renato Šribar in pa pač tudi na podlagi enega dopisa, ko ga je že prej njena hči pripravila Luna Jurančič Šribar, smo pripravili tak skupni kratek dopis, s katerim skušamo pritisniti na Ministrstvo za kulturo, da prizna ta dva poklica. In po mojem je najboljša pot to, da ga naslovimo z Kule, da ga naslovimo z Slovenskega etnološkega društva, da ga naslovimo z Društva antropologov Slovenije in pa mogoče še iz kakšne ustanove, kot je tale Slovenski etnografski muzej, ali pa tudi z oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete z Inštituta za slovensko narodopisje ZRC SAZU
v glavnem čim več pritiska moramo izvajati na ministrstvo, da enostavno prepoznata dva poklica. Mislim pač, da imamo nek smisel. Pa da se odprejo mladim neke možnosti po diplomi, da se samo zaposlijo tudi. Ne? Zdaj, tule moram ne samo kot moderator, ampak kot predsednik društva vendarle povedati, da smo mi v Združenju KUL-a poslali že, zdaj sem poiskal končno te dopise, leta 2014. Dopis, ker takrat se je spreminjal pravilnik o poklicih na področju kulture, pa nismo prejeli niti odgovora, moram reči, na naš dopis, sicer je pa malo daljši, skoraj 3 strani obsega. Vse to smo mi sklestili na eno stran, načrtno, zato ker se mi zdi, da nekdo ne bo prebral več kot ene strani, oziroma bo vse, kar bo daljše vrgel stran, pa dal pravni službi, da ona odgovarja. Torej, dopis mora biti res kratek, jasen in pa jaz mislim, da moramo hkrati z vseh možnih naslovov nasloviti to na ministrstvo. Ko se vsi podpišejo skupaj. Jaz mislim, da je boljše, če se ne podpisi. Jaz sem tudi to razmišljal, da je nek tak... Mislim, da je boljše, da vidiš. Misliš, da je boljše? Videl, da je povezana scena, ne? Če ne je razdrobljena, je pač šipka. No, jaz sem zdaj prebral samo sklepna 2 odstavka tistega našega dopisa. Gre pa, da se razumemo za poklice, ki so specializirani poklici na področju kulture, kar pomeni, da prijavitelj oziroma tisti, ki se najde na tem seznamu, lahko pridobi status samostojnega kulturnega delavca, kot smo nekoč temu rekli, oziroma ne vem, kako se danes imenuje, samostojnega kulturnega delavca se statusom ali nekaj podobnega, ne? Da mu skratka država plačuje te socialne dejatve. Ne vem, samozaposleni v kulturi s statusom, mislim, da nekaj takšnega. In tu so zelo bizarne stvari noter, zaradi katerih je bila zelo velika, ne vem, če se spomnite tega, pred 2 letoma je bilo zelo dosti vroče krvi v slovenskih medijih, ker je en velik del dotedanjih poklicev, ki so jih nekateri opravljali, bil črtan in prenešen na druge poklice. Ne? Da nekako vsaj približno povem, kaj je, jaz sem si samo najbolj zabavne označil. Tu imamo aranžerja glasbe, arheologa, arhitekta, govorim zdaj po abecedi, avtorja televizijskih oddaj, bibliotekarja, knjigarnarja, konzervatorja, kuratorja, kustosa, lajnarja, res, lajnar je poklic. Vse prav, da je. Na tem seznamu. Se jih veliko lajna, tam se mi zdi. Imamo oblikovalca svetlobe, oblikovalca zvoka, opremljevalca oziroma glasbenega opremljevalca, imamo pisca glasbenih besedil, imamo redaktorja, potem imamo oglaševalca glasbil, videasta, zborovodja in tako naprej. Tako da ne govorimo tukaj o tistih poklicnih profilih, ki jih lahko pridobiš z izobrazbo. Da se razumemo, ampak o profilih, ki jih potrebujemo v kulturi za določene aktivnosti. Zdaj bomo pa dal primer, kaj se je takrat zgodilo. Eno od poimenovanj tega poklica, samo trenutek, da najdem, ki bi bil še najbližji poklicnemu profilu etnologa in kulturnega antropologa, to je animator kulture. Nekoč smo imeli ta poklic v 80-ih letih že, oziroma kot kar precej dejavnosti je šla skozi kulturna animacija, je po novem zajet v poklicu pedagog v kulturi. Skratka, vse te stvari, ki so temeljile na nekem samostojnem delovanju nekoga, ki se spozna na kulturo v širšem pomenu besede, oziroma vsakdanje kulturo, kulturne dejavnosti, ali pa, če hočete, neinstitucionalno ljubiteljsko kulturo in tako naprej, so dali v pedagoge, ker je pa sploh dramatična neumnost, zato ker ne govorimo o pedagogiki, govorimo kvečemo tako o andragogiki v izobraževanju kulture. Če so že, bi morali uporabiti izraz andragogika. To skoraj da vse povemo o odločevalcih in o njihovem dometu. Ideja je bila ta, da prikažemo skozi sodelovanje z industrijo vrednost antropologije in nasploh humanistike in družboslovja
v razvoju novih storitev, v izboljšanju produktov in pa da na ta način omogočimo, odpremo nova vrata mladim diplomantom družboslovja humanistike, ki si želijo tega, ki si želijo delati če kje druge kot v muzeju, na faksu ali pa kaj pa še preostane? Na inštitutu, na ZRC SAZU recimo. Kjer se še lahko pravzaprav zaposliš? Ampak ne kot antropolog. To je ta zadeva. A veš, to je problem. Vse se lahko zaposliš v lutkarstvu, tako kot Tina Oman, moja prijateljica, ali pa v dizajnu, ali pa v marketingu. Ampak nimaš delovnega mesta, antropolog. Ampak ti hočeš reči, da se kot prepoznan poklic na Ministrstvu za kulturo lahko samo zaposliš kot, ne vem, restaurator ali kaj? Ja. Kot restaurator se lahko kot antropolog. Lahko si samo zaposleni restaurator in v primeru priznanja bi lahko bil ti samo zaposleni, ne vem. Antropolog. Ja. Oh, wow. Čudo, no, ampak sej, s tem, ne vem, ne čudem, čudovito, sam pač, oh, wow, ne? Ja, no, ampak v tem projektu People se pa lotevamo tega, da skušamo povezati, odpreti vrata v industriji in hkrati industriji predstaviti, kaj počnemo. Zato, ker se ne poznamo ne mi industrije, oziroma poznamo slabo, ne industrija nas, ne vejo, kaj pravzaprav antropologija lahko prispeva k razvoju izdelkov, storitev. In se nimamo samo v Sloveniji tega problema, Evropa ima ta problem. Mislim, prepoznavnost antropologije je zelo nizka za aplikativne namene v gospodarstvu. Ne vem, kako se je recimo v ZDA posrečili, da ima zaposlenih več kot 2000 antropologov v industriji, kjer ima poklice antropolog, dizajnerski antropolog, design anthropologist, potem organizacijski antropolog in podobno. V Evropi pač smo naredili analizo, koliko antropologov je zaposlenih v gospodarstvu, kot antropologi približno 300. To pomeni, da glede na to, da je v Evropi rečemo nekih 800 milijonov prebivalcev, v ZDA približno polovica manj, bi jih morali biti proporcionalno več v Evropi, približno 4000 mest bi morali biti za antropologijo, pa jih ni, zaradi nizke prepoznavnosti antropologije v gospodarstvu, oziroma ne prepoznavnosti, ampak ne vejo, kaj bi z nami počeli. In zato smo se lotili tega projekta in smo k projektu povabili torej 4 akademske institucije iz Slovenije, Univerza v Ljubljani, oziroma Inovacijsko-razvojni inštitut Univerze v Ljubljani, ZRC SAZU in podjetje, ki sodeluje v Sloveniji kot predstavnik iz industrije Metronik. Na Nizozemskem je VU Amsterdam akademski partner in industrijski partner podjetje Alliander, ki se ukvarja predvsem z zeleno energijo oziroma s promocijo zelene energije. V Veliki Britaniji je to akademski partner Univerza v Durhamu in pa akademski partner iz industrije podjetje Kemuri, ki dela ene take zelo zanimive izdelke, namreč vtičnice za starejše, in to pametne vtičnice za starejše. To je taka vtičnica, ki izgleda, pač Angleži se veste, da ima malo čudne vtičnice, ne z nekim stikalom. In ta pametna vtičnica izgleda tako, da pač streli stene, ampak pač gleda pa čisto normalna vtičnica, brez kakršnih koli senzorjev, stikal, gumbov, LED displejev, zato ker pač starejši se bojijo, oziroma dosti se jih boji nekih visokotehnoloških izdelkov, zadaj za tem izdelkom je neka tehnologija, kjer recimo ugasne samodejno kotliček, če ta dela predolgo, ne, tako da mu nekomu ne zgori hiša ali pa rešuje neke probleme namesto njega. No, na Češkem pa je partner Karlova univerza in podjetje VUPS. In v čem je fora? Namreč v vsaki državi skušamo vsako leto poiskati skupino študentov, ki sodelujejo, delajo v industriji na konkretnem primeru. V Sloveniji je ta konkretni primer, zdaj izboljšanje uporabniškega sistema MEPIS, ki ga izdeluje to podjetje Metronik, ki je mimogrede tudi podjetje, ki ga uporablja Filozofska fakulteta oziroma precej članic Univerze v Ljubljani za nadzor porabe energije v stavbi. Najbolj očitno je to v tako imenovani pametni stavbi Fakultete za računalništvo in informatiko oziroma Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, ki je pa tako pametna, da gre ljudem že na živce. Mislim, to je tudi pametna stavba, recimo, da ne morete izklopiti luči, ker ona že ve, kdaj vi rabite luč.
tako da morajo potem ti inženirji shekati so na ta način, da prekrijejo kako luč in da kupijo prek Alibabe reflektor za 40 € in ga postavijo na mesto, da jih osvetljuje tablo, ker želimo imeti pač en del table osvetljen, drugega pa neosvetljenega, da tam projicirajo nekaj z projektorja. Tudi je tukaj pametna ta stavba, da zapira pa odpira žaluzije samodejno in vse to gre ljudem vedno bolj na živce. Kako iz teh podatkov razumeti ljudi in jim izboljšati njihovo uporabniško izkušnjo? Skuša razumeti tudi, kje so meje uporabe in zlorabe podatkov, zbiranja podatkov, ker stavbe, nekatere take so pač že danes take, in pa naprave, ki jih ves čas nosimo okoli sabo, ves čas zbirajo podatke o nas. In v telefoni, kje smo, stavba ve, kdo je v sobi in kdo ni, in to je pač lahko odlično tako panoptično orodje za konstantni nadzor delavcev. Lahko pa jim seveda... Antropologijo v vsem tem kolosu sodobnega kaosa. Ja, v tem, da pač morajo biti rešitve, vse zato smo dali pač naslov projektu People. Bom držal tako, da lahko narediš fotko, ko moram to poslati na ego. V bistvu v tem, da postavimo ljudi v središče, naslov projekta je People-Centered Development Approaches in Real Life and Learning Environments. In da pokažemo, da delamo tehnologije z ljudmi, ne samo za ljudi, da je to nujno, da in tukaj rabimo antropologe. In tega se podjetja, če dalje bolj, hvala Bogu, zavedajo. Mislim, ti ne moš verjeti, koliko nas pisano gledajo, oziroma boščijo nas, ko pridemo tam z idejo, nekako ta projektni sestanek z inženirji, to je en drugem projektu, Mobistyle. In rečem pač, da bomo imeli vzorec ljudi 30 v celem projektu, 3,5-letnem. 30, mislite 30, kaj, milijonov? 1000? Ne, 30. Ali še enkrat to ponovite. Zakaj pa 30? Jaz rekel, pa te ljudi bi mi res radi spoznali, mi bi radi bili, ne vem, prijatelji z njimi, gremo na pivo z njimi, gremo na kavo, živeli bomo z njimi, se družili z njimi, poskušali bomo razumeti. No, ampak dajte še vsem narediti neko statistično raziskavo, ne? To moramo pa zmeri dati, ok, bomo, tako kot smo v tem projektu EUMON, ko smo ga tudi skupaj delali, ne? Ko smo delali z naravoslovci. In dokler jim nismo dali kvantitativne analize vprašalnikov, niso bili zadovoljni. Ampak bistveno je bilo to, kar smo izvedeli od ljudi. In to je point projekta, no? Mislim pač, ljudje so v centru, ne delamo tehnologij zaradi tehnologij, da bojo... Da se vrnem zdaj za en korak nazaj, ne? Ja. Prej je bilo vprašanje, zakaj je v Evropi tako malo antropologov v podjetjih, v Ameriki tako dosti, ne? Odgovor si pravzaprav zdaj že dal, ne? Podjetja morajo prepoznati potrebo potem, da bodo delali malo bolj pametne stvari za preproste ljudi, ne? Jaz sem prepričan, da interes kapitala se bo pač pokazal v pozitivnem, negativnem smislu. To niti ni toliko bistveno. Mene pa ena druga stvar zanima. Do kolikšne mere pa lahko etnologi in antropologi posredujemo v tistem tretjem delu družbenega prostora, ki se mi zdi, da v Sloveniji dobiva ene zelo nenavadne značilnosti, pa celo izginja. Nevladni sektor, točno tako civilna družba, ne? Ali pa postaja pravzaprav zgolj orodje, ne, v rokah kapitala ali pa države. Kako pa vidiš posredniško vlogo v, recimo temu, vseh teh treh glavnih sektorjih družbe? Jaz mislim, da si moramo odpreti etnologi in antropologi, pa ne, mislim, res, vsi moramo odpreti vrata v vladne ustanove, v nevladne ustanove in v gospodarstvo. Vsa ta tri področja moramo pokriti. Magari lahko pogledaš na to, da smo trojanski konji, če hočeš, da naredimo nek obrat od znotraj, ampak moramo priti noter, da nas bojo razumeli, jemali resno in da bomo naredili spremembo. In jaz mislim, da lahko v nevladni sektor je še najlažje priti zaradi tega, ker zelo velikih pač ne dobi zaposlitve ali v vladnem ali pa v zasebnem sektorju in pač kaj je rešitev, da si tajnik na društvu recimo ali pa da si občasno zaposlen v neki nevladni organizaciji.
Mislim, v bistvu je ta možnost še najbolj preprosta. Strinjam pa se, da civilna družba nima take moči, kot je imela včasih in da, mislim, če kaj je pa res naša vloga to, da podpremo in ali pa spet pomagamo vzpostaviti civilno družbo, da povežemo ljudi, sam ne vem na kak način. To je mislim, da vse to se na nek način dogaja, ampak primer, ki si ga dal prej, recimo, ne, z industrijskim dizajnom, to je eno pač področje gospodarstva, ki nas rabi krvavo. Ne, jaz sem ne veja tega, veš. Mislim, ne vem, ampak to je tudi stvar, a veš, tukaj je tudi poslanstvo naše, da se že v predpodročju, preden se izobrazuje, pač doizobrazijo ali pa izobrazijo antropologi, etnologi, predvsem antropologi, da se povezuje interdisciplinarno z fakulteto tudi za dizajn oziroma ALO pri nas. Ne. Ti imaš ogromno nekih projektov, ki so, ne vem, gerontološko zvezani, to, kar si govoril, ali pa, ne vem, kuhalne plošče za starejše, kjer pač nas oni krvavo potrebujejo. Ker imaš ti raziskovalci, samo da imaš ti pač dizajnerje, ki ne znajo delati kvalitativnih raziskav in so potem tudi produkti, ne, ostanejo na ravni prototipov, pa bi lahko šli ful bolj širše. Sorry, oprosti. Ne, se v redu. Mislim, absolutno se strinjam s tabo. To sem hotel reči, da čist prav imaš, krvavo nas rabijo, ampak res veš, koliko je to težko pojasniti, da nas krvavo rabijo. Ker ne vejo. Mene zmeri ta case dober, vse vlada sem ga že povedal, tudi v tej družbi, pa ga še enkrat povedal, iz Microsofta, kjer se je zaposlila tam konc 90-ih let, mislim, dobila je delo Ana Kirah, ki je prej delala v Boeingu, pomagala razvijati Dreamliner, to letalo, ko zdaj včasih letimo z njim naokoli. In v Boeingu so jo zaposlili kot psihologinjo v bistvu, ne kot antropologinjo. Ona je študirala psihologijo in antropologijo, ne? In je rekla, pa bi lahko delala jaz mogoče še kako kvalitativno etnografsko raziskavo na teh dolgih letih čez Atlantik. Ko so rekli, lahko, če vas ni treba ekstra plačati, seveda, ne? In ker sicer je samo razdeljevala te vprašalnike, oni so jih pa izpolnjevali, ne? In potniki. In z opazovanjem, z udeležbo, to pomeni, da pač se dela in gledala, kaj ljudje delajo, je dobila ključne odgovore, ki so bili pomembni za to, kakšno je to letalo Dreamliner. Recimo ena fora, ki je opazila, da majhni potniki, med kjer sodi tudi ona, ker je pač bolj nizke rasti, ne morejo odpreti tistega pretlažnega prostora nad glavo in morajo vedno prositi višje potnike, ne pomagajo, ali pa stopiti na stol, ali pa početi neke vragolije. In to je ena taka malenkost, zaradi ki ni bila v tistem vprašalniku o zadovoljstvu, ker vprašalniki ne izhajajo iz ljudi, ampak izhajajo iz ljudi, ki bojo uporabljali neko rešitev, ampak izhajajo iz tistega, ki je pripravil ta vprašalnik in iz firme same, iz industrije torej. No, v glavnem, in jim je dala pač mini nasvet, dajte ročico nižje. In so upoštevali. In jaz sem fasciniran. Oni, ko nas enkrat pa malo noter, nas pa dejansko poslušajo. Mislim, to sem isto presenečen v tem projektu MobiStyle, ker smo napisali 10 zapovedi na začetku projekta, oziroma po 6-mesečni raziskavi o uporabniških navadah. In jih upoštevajo. Mislim, to me je najbolj fasciniralo. Sam je moralo biti res 10 zapovedi, ne več. In so morali biti ko zelo algoritemsko napisane. Prvič, uporabniki nočejo še več tehnologij in zvonenja, oziroma da jim kar naprej nekaj, da jih opominjajo. Drugič, uporabniki upoštevajte to, da ljudje ne spreminjajo navad na ravni posameznika, ampak ravni skupnosti, pa take stvari. No? Glavnem, da se zdaj vrnem na Ano Kirah, pa ko so pa v Microsoftu zvedeli, da pa Boeing uporablja antropologinje, so bili pa seveda favš. In so jo poklicali iz Seattla in so rekli, če bi prišla delati za njih, je rekla, lahko, kaj pa? Ja, izboljšala bi naš operacijski sistem Windows XP, ki ga razvijamo. Lahko, ampak pa je rekla, kaj pa je to operacijski sistem? So rekli, okay, vi pridite, pa vam bomo vse pojasnili, ne pa se vi dali CD v roko, oziroma DVD instalacijski CD, to je operacijski sistem. Vsak uporabnik ga mora znati namestiti na svoj računalnik, ker včasih ste morali to nameščati sami na računalnike, če se spomnite, v največ 4 urah, to je maksimum.
pa si ona zbrala 40 družin po ZDA po različnih mestih, niti eno ni bilo iz Seattle, ker tam so vsi v sorodstvu z Microsoftom, pa bi jim zikaj kdo pomagal, kaj namestiti. In čez 2 tedna jih je poklicala po tej raziskavi, 40 družin, je rekla, fantje, resni problem imate. Niti ena od teh 40 družin tega ne zna v 4 urah naložiti. Obstajajo ljudje, ki ne znajo tega narediti v 24 urah. Naložiti operacijski sistem na svoj računalnik. Kaj so vprašali računalničari oziroma ti inženirji? Kje si pa našla te neumne ljudi? In pa je rekla, zdaj boste šli pa z mano na teren in boste gledali, samo gledali, kako ljudje to nameščajo na računalnike. In potem so gledali in trpeli. In to je bil tisti preklop v Microsoftu, po mojem, je bil to prav ta moment, ko so se zavedali, za koga pravzaprav delajo. Oni do takrat niso videli uporabnika, tako imenovanega uporabnika, kako namešča neko reč, ki so jo razvijali desetletja, že prej praktično na svoje računalnike. Zakaj rečem tako imenovanega uporabnika? Mislim, kdo pa se zjutraj zbudi pa reče, da je uporabnik, user, da se zdaj skozi uporablja. Razen tisto uporablja, ko je drug addict, pa si mogoče user. Vsak drug je pa pač človek, ko se zbudi. In to moramo tudi narediti ta preklop v industriji. Pač, da se začnejo zavedati, da zadnji, tisti, za kjer ga delajo, so ljudje, svojim, da so različni in da jih ne moč identificirati oziroma ukalupiti v neke tako imenovane persone. To je zdaj tak priljubljen pristop v industriji, da narediš persone. Tako pač dobijo se razvijalci, naredijo umetno persono, kaj se vem, Rajka, bom dal tako, kako bolj običajno, Veroniko, ima dolge lase, jo narišejo, stara je 37 let, ima iPhone in tako naprej, določijo njegove karakteristike in zdaj razvijamo pa za to osebo. Brez heca ne grejo na teren med ljudi in ne vprašajo enostavno človeka, prave Veronike, ali pa prave Franske, a pa vi veste, kaj zdaj sploh delamo za vas. Torej, 2 nujna koraka v teh od 4 korakov k ljudem usmerjenega razvoja, ki ga pač promoviramo v tem projektu, to je identifikacija ljudi in pa analiza njihovih potreb, se enostavno spustijo. Zato, ker se produkti, storitve začnejo delati na sestankih, na tako imenovanem brainstormingu. In tam se pa vprašajo inženirji pa dizajnerji, za koga pa mi pravzaprav razvijamo. A ni to absurd? Glej, vsekakor, jaz sem malo prej Sorry, jaz imam zapadlo zdaj v perje. Na tale vprašanje sem hotel prepustiti seveda prostor našemu občinstvu za vprašanje, čeprav to niti ni bilo potrebno, ampak moramo še formalno vse to narediti. Jaz sem namreč skoraj da vsa vprašanja izčrpala z njega. Kaj pa je to eno? Najprej ste vi na vrsti. Ali lahko jaz vprašam, koga? Absolutno. Kakšne mislite, da so po vašem zaposlitvene možnosti antropologov, etnologov za diplomo v žepu ali pa z doktoratom v žepu in kje si lahko odpremo vrata? Mislim, tako resno me to zanima, tudi da lahko predstavljamo projekt. Eno področje, ki ga niste omenili, je medicina. To je bil mogoče še največji nek preboj, ne vem, zadnjih. Ja, to je res, ja. No, vse v zvezi s tem sem hotel prej nekaj dodati, ampak Dan je tako zapadal v znako, da nisem prišel zraven, ki je omenil Microsoft, sem se jaz spomnil pa na Intel, ki je pa na Irskem naredil inštitut, v bistvu raziskovalni center, v katerem je zaposlenih, mislim, da nekaj med 10 in 20, bliže 20 kot 10, antropologov in antropologi. In kaj mislite, s čim se ukvarja na Intelu, proizvajalcev čipov? Ja, uporabniška izkušnja. Z medicino, medicinska antropologija. V kakšni relaciji pa? Tudi jaz sem debelo pogledal, kako in zakaj. Odgovor ene od kolegic, ki dela tam, je bil zelo preprost. Če ti delaš kakršnokoli tehnologijo, moraš računati na to, da bodo v zelo bližnji prihodnosti, to pomeni v 10 do 15 letih, morali razvijati sisteme prilagojene starejšim. No, pa se to je ta stvar, ki smo se pogovarjali. Ja, to
mislim, medicina, IT tehnologija, jaz mislim, da bo šlo toliko malo, vse to se bo združilo. Konec koncev uporabniška izkušnja pri čemarkoli in to je medicina in to je dizajn, pač vsakdanje življenje, kultura vsakdanjega življenja in ti si govorila o turizmu. Ne? Turizem je kratkoročna zadeva, dolgoročno pa, če mi ne bomo imeli po moje nekega oblikovalskega ali pa think tanka, ki se ukvarja z uporabniško izkušnjo starejšega prebivalstva, to je... Jaz mislim, da podjetja, kot so recimo Gorenje, nujno potrebujejo antropologa. Podjetja, kot so recimo Krka, nujno potrebujejo antropologa. A veš, Pars nujno potrebuje antropologa. Pa Furs nujno potrebuje antropologa. To, mislim, ko govorimo o uporabniški izkušnji, evo, travma zadnjih 5 dni, jaz poskušam podati en obrazec, ki se imenuje VČD. Ne, VDČ, vzdrževanje družinski člani. Jaz ga ne morem oddati. To je tako imenovana e-uprava. Jutri imam predavanje za Ministrstvo za javno upravo o empatiji. Zaradi tega se odločil, zaradi tega, ker jaz, mislim, to, kar je tam, je psihopatsko, to ni empatija, to je psihopatija. Mislim, in te pripelje do roba norosti. Mislim, da probaš oddati en obrazec, ki ga ne moreš. In grem rajš v DZS 10 km peš po snegu, in oddam tisto obrazec in ga izpolnem, dam na pošto, še 5 kolekov jih prilepim in da je stvar rešena. Ker jaz še zdaj ne vem, a sem karkoli oddal, ali nisem. To je dizaster. Mislim, javna uprava nujno potrebuje antropologe. Ena zelo hitro rastoča skupina je tudi vegansko prehranjevanje in vse drugo na tem področju. V Nemčiji 10% vseh novih proizvodov je veganskih, govorim o vsem, ne samo hrani. Ampak, ko sem jaz govorila s to kulinaričnimi mojstri o Beli krajini, ker tam nimajo te ponudbe, oziroma pravijo, ne kupujejo, ne prodajo. Če ti daš na isto ploščo, kakor meso, ne bo noben vegan kofu, ni to, da ni tega popraševanja, ampak oni ne vejo, ne razumejo, da če mešajo, da je to isto, kot da se uničijo. Tako da te bi tudi ful rabili, recimo, kakšne so prehrambene navade, ker pa to ni samo hrana, ampak navade, ne? Ker ta skupina raste in to rastejo med premožnimi ljudmi, med izobraženimi, ne med tistimi, ki si ne more poročati, ampak med tistimi, ki si bolj lahko poroča. Tako da tlele, tako že malo nakazujem, a pa bi lahko tudi sami videli. Tle je treba gledati, zakaj ne kupi, oziroma kdo kupi, oziroma kaj nares, da bo kupil, ker grejo samo v neke nove, pa rolce, pa neke... Že to je lepo, da pribor, če dalje bolj ekološki dajo. Tako, na tem področju je z opazovanjem, pa z prevzemanjem dobrih praks bi lahko tudi izredno veliko tega. Mislim, združevanje s turizmom, pa tudi domač populacija. Mislim, pa to smo se tle že pogovarjali, v marketingu, marketing fejla na polno, zato ker nas ni dovolj noter. Ja, v bistvu možnosti imamo ogromno. Kaj pa je naš problem? To se moramo tudi vprašati. En problem, ko jaz mislim, da ga imamo, zakaj v ZDA tukaj ogromno več antropologov zaposlenih izven akademskih inštitucij kot v Evropi je, oziroma par problemov. Prvič, da se ne znamo predstaviti primerno, v pravi luči, da imamo problem sami s sabo in z etiko tovrstnega dela, pač tudi zaradi naše preteklosti konec koncev, kolonialne, čeprav mi sami nismo bili tisti, ki smo kolonizirali, če že kaj smo bili kakva kolonija. In pa, ne vem, kot nekaj ne samozavesti, jaz ko gledam to Ano Kirah, se ne zna nič več, kot zna kdorkoli od nas. Enostavno, ona se zna prodati in se dovolj ceni. In zna nastopiti na tak način, se ti si jo poslušal, da prepriča. Pač enostavno te prepriča s tem, da ja, Boeing, Microsoft ali pa Genevieve Bell, Intel nujno potrebujejo antropologa. Brez tega ne boste preživeli. Čez 20 let vas ne bo. Čeprav Nokia je tudi imela antropologa zaposlenega, pa jih ni več. Je pa tudi ena stvar, da pač ta profil naš prevzemajo sociologi v veliki meri. To je pa drugi problem. To je dediščina pač tega problema, ki ga mi nosimo, da v večini, ampak v ogromno primerih pač prevzemajo to našo branžo, ja, točno te ljudje. Mislim, jaz poznam ogromno
ljudi, ki sem jih spoznal v tujini, predvsem v Nemčiji, ki so poskušali nastopati recimo 10 let nazaj, pa 5 let nazaj, na ta način, vi mene rabite zato, ker znam to in to, pa je bilo 5 let nazaj, drugače, kot je zdaj. Zdaj je veliko lažje, bom rekel, je lažje, veliko lažje, ampak je lažje prideti noter nekam na način, vi mene rabite zato, ker jaz sem antropolog. Ne. Ampak tukaj, ne, kako pride do tega, ne, kaj je razlika med nami in med nekom drugim. Veš zakaj? Sociologe pa psihologe vzamejo reč kot antropologe. Zaradi tega, ker pač, mislim, se sem tudi sam take izkušnje, koliko pa boste rabili časa, da naredite to raziskavo. Ja, 15 mesecev recimo, ne, bomo na terenu, pa malo še zaspisati tole poročilo, tako, mogoče 2 leti. Med tem pač ti lahko narediš anketnih zadev. In pač psiholog bo rekel, ja, tole bomo naredili pa kar z vprašalniki, 2 tedna imate poročilo narejeno, executive summary, to je to, kar oni pričakujejo. In jaz mislim, da pač moramo tudi mi svoje pristope, načine dela prilagoditi. Mislim, nekje moramo priti skupaj, če si hočemo odpreti možnosti. In narediti kako etnografijo enostavno hitreje, kar se tudi da. Konec koncev, recimo Sam Ledner fino piše v eni knjigi o etnografiji za industrijo, o tem, da lahko recimo v 2 tednih narediš ogromno na terenu, če se dobro pripraviš, če informatorje kontaktiraš vnaprej, ne da se prepustiš tako v gircovskem smislu, prideš na kakve petelinje boje, pa tam se dogaja zanimive stvari in to fino popišeš. To je v redu, ne? To je prav, mislim, to moramo tudi imeti. Moramo biti pa tudi pripravljeni na tako imenovano jet plane etnography. Torej, da narediš hitro etnografijo za neke specifične potrebe. Recimo, prebežniki na meji. To je pač neka specifična situacija, kjer se more antropologija vključiti takoj, ker čez 2 tedna te situacije ne bo več. Kaj bomo mi med tem brali literaturo, pač state of the art pripravljali in pa pridemo tja, kje pa so, tam je že bodeča žica ta čas. Mislim, ne smemo zamuditi trenutka. Svet se spreminja hitreje, kot smo mi ta hip sposobni procesirati informacije. Nesreča so seveda naša orodja, ki smo jih razvili prav v navezavi na etnologijo, da se vrnemo na čisto sam začetek najnega pogovora, celo bolj ustrezno od klasičnih antropoloških metod pri uporabi seveda v tovrstnih zadevah. Moje zadnje vprašanje je sila preprosta. Kako vidiš prihodnost, ne svojo lastno, ampak tistega, s čimer smo začeli, sistema znanstvenih svetoved, ARRS-jevskega načina financiranja slovenske znanosti, predvsem pa tistega, kar si pa zdaj že kot skrbnik področja nekoliko spoznal, to je slovenskega specifičnega načina reprodukcije znanosti v našem prostoru. To besedo skrbnik, to sem si od tega, kar sem vprašal, najbolj zapomnil, zato ker me skozi čedalje bolj skrbi in slabo spim. Zaradi tega, kar se dogaja v znanosti. Jaz mislim, da je ta pot slaba, na kateri smo, da se zapiramo, namesto da bi se odpirali, da branimo svoje meje in to vsa, in področja, in vede, in slovenska znanost nasploh, namesto da bi se povezovali, v čem smo lahko res dobri in konkurenčni napram, rečemo, ameriški znanosti, indijski znanosti, japonski znanosti. Ne moramo nikoli konkurirati, po mojem, na specifičnih področjih, kot so nanotehnologije, bioinženiring, rodarjenje po podatkih, razvoj superračunalnikov, nekje smo pa res dobri. Dobri smo, pač to sem že mogoče tudi parkrat povedal, dobri smo v humanistiki, to lahko vedno ponudimo, in dobri smo v povezovanju, v interdisciplinarnosti. Mislim, tu smo, čeprav smo mali, smo lahko presežni prav v tem, da naredimo neke nove kombinacije, ki jih ponudimo. In mislim, kar nujno mora se zgoditi v ARRS-ju povezovanje med področji, ne samo to, da skuša vsak brati tistih svojih 24 FT do zadnjega, in tako med tem že 3-krat crkneš. Ampak da se povežeš in skupaj z drugimi rasteš. Zato zagovarjam interdisciplinarnost. Moramo pa hkrati seveda ohraniti ti obe področji vedi, kakorkoli jih že imenujemo, da ne izpuhtita pol v nič, ne?
Ker to me pa tudi skrbi po drugi strani. Zdaj, če se pa sam povezuješ, če ne izvajaš temeljnih raziskav, kaj pa pol ostane? Vse temeljne raziskave so Kaj pa pol ostane od nekega področja? Mislim, neko ravnotežje mora biti. In jaz mislim, za kar se moramo predvsem zavzemati, je več denarja za znanost. Mislim, pol bo marsikateri problemi rešeni. Moramo priti v ključne inštitucije, pa jih potem zablokirati, pa reči več denarja. Kjer je ta ključna inštitucija? Ministrstvo za finance. Ministrstvo za finance. Tam rabimo antropologa. Ministrstvo za finance. Tako. Ali pa v sekretarski vlogi, ne? Kaj se bo dogajalo pa z etnologijo? Glede na to, da je... To so zdaj... Vse imate te To ni... Jaz sem, kako si že rekel, skrbnik. Ne pa vedeževalce, veš, tudi jaz ne morem povedati, kaj se bo dogajalo. Se ima zdaj tako realno... Skrbi me, no, res. Mislim, skrbi me, da izginja področje. Zaradi tega, ker pač so ga do konca odplestili in to bo... Mislim, potem to je matematična reč, ne, ta sistem DOTA. Ja, reč je taka. Če je matematična, potem zdaj ni v prihodnosti. Reč je, da je DOTA spuhtela, ne, in povečala bi se, če bi dobili ogromno projektov. Sam jih ne moč biti enega zdaj prijaviti, veš. Ne, tako da... Mislim, kako je vem taka ta matematična logika? Tukaj sem jaz razumel... Na srečo je še povezana s programskimi skupinami in to je drugo. Ja, imaš prav. Imaš prav, ampak tudi programskim skupinam ne kaže tudi blazno dobro. Kar mislim, da bi ustrezali v teh... To se snema. Ja, A ugasnemo? Da ugasnemo. Vse smo že končali. Ja.